Lepo pozdravljeni na mojem gradu, tukaj Vrača. Dober dan. Zelo lepo vas je srečati tukaj. Veste, dolgo časa je ta grad sameval. No, čeprav po prvici povem, tukaj sva se srečevala z Ano Katarino Zrinsko in res v teh časih nič se ni dogajalo tukaj, ampak mi dva sva pa kar zasedla vse tukaj sobane. Veste, tukaj jaz zelo rad pridem na ta moj počitniški grad tukaj. In danes sem še posebej vesel, ker boste počastili avtorja Jurčiča, ki je napisal prvi slovenski zgodovinski roman in je lepo opisal moje življenje, tako da se boste lahko spominjali, da ne bom šel v pozabo. Moram reči, da se tudi jaz zmeraj rada odzovem njegovemu povabilu, saj ta grad je res prekrasen, ti konci tukaj so prekrasni. Če vam lahko pa samo malo namignem, moje občudovanje grofa Tattenbacha ni samo romantične narave. Če pa želite izvedeti kaj več, pa pozorno poslušajte danes ali pa si pozorno preberite prvi slovenski zgodovinski roman. Tako, lepo pozdravljeni, prisrčna hvala grofu in grofici, da ste se nam pridružili in da bomo skupaj lepo uživali ta literarni večer na našem srečanju, četrtem že v letošnjem letu literarnega kluba. V težkih, ampak vedno boljših časih se srečujemo in resnično sem zelo vesela, da lahko danes v naši sredi pozdravim dr. Aleša Malerja, profesorja, ki nam bo predstavil čase ali pa, kaj bi rekli, obdobje značilnosti, v katerem je Jurčič napisal tudi kaj o Rači. Da bi pa vsa zadeva bila še bolj resnično literarno ustvarjalna, so se nam danes pridružili kar 4 učenci, učenec in 3 učenke iz osnovne šole Rače. Tega sodelovanja smo posebej veseli. Zakaj? To je za nas nekako predpraznični čas, ko bomo pridobili znova v gradu Rače knjižnico. Ne vem, če je takrat bila že v vašem obdobju grof in grofica, prav gotovo tudi kakšna knjižnica. Danes malo zakorakamo v druge čase in se veselimo. Upamo, da bo to v konec tega koledarskega leta ali v začetku naslednjega leta. Tako želimo spodbuditi to sodelovanje z mladimi na osnovni šoli Rače in osnovni šoli Fram. To bo mogoče na katerem od drugih srečanj. Kako vidite, smo se tudi povezali z našimi turističnimi tokovi. Včeraj se nas je malo slišalo na Radiu Maribor. Gospa Polona Račič, res lepa hvala za vaše sodelovanje, da ste tudi danes z nami. Na kratko sem vam malo na ta način pokazala, kako bo teklo današnje srečanje. Malo pred 6. pa so nam še iz Mariborske knjižnice prinesli letake, ki so čisto sveže pripravljeni za bralno značko za seniorje. To je zopet eno področje, tako za literarni klub, kot za našo knjižnico. Torej, kogar zanima, lahko o tem še na koncu malo več spregovorimo. Jaz sama mislim, da zdaj že 4. leto sodelujem pri tem. Zelo, zelo prijetnem, bi rekla, srečanju, aktivnostih. In to pot so dali naslov Družinske skrivnosti. To je nabor 30 knjig, od katerih posameznik izbere 7 knjig, jih prečita, označi na seznamu, katere prečita, on hoče poudariti kakšen odlomek, in do 19. novembra 2021 odda ta letak, tule na hrbtni strani se to lahko kar izpolni, na bližnjo enoto Mariborske knjižnice in potem poskušajo oni in organizirajo tudi srečanja. Razen menim, da v lanskem letu v jeseni se ni uspelo dobiti zaradi covida. Izredno zanimiv nabor knjig, tako da prisrčno vabljeni, kdor tega ne bo vzel, je seveda tudi vse na spletni strani Mariborske knjižnice. Tako, jaz mislim, da je to za uvod, kako bo ta literarni večer potekal dovolj.
in bi lepo prosila še mojo prijateljico Cvetko Belša, s katero skupaj vodiva literarni klub za nekaj besed. Lepo pozdravljeni. Jaz sem nekaj drobcev o Josipu Jurčiču, da se malo spomnimo na čase, ko ste se oziroma ko smo se v šoli v njem tudi učili. Letos je leto Josipa Jurčiča 2021. Tako je odločila Vlada Republike Slovenije na pobudo občine Ivančna Gorica. In seveda smo se tem stvarem, tem dejavnostim tudi mi pridružili. Kdo je bil Josip Jurčič? Josip Jurčič je prvi pomembnejši slovenski pripovednik. In več stvari pri njem je prvi. Napisal je prvi slovenski roman z naslovom Deseti brat. Napisal je prvi slovenski zgodovinski roman Ivan Erazem Schattenbach, o katerem bo danes profesor tudi spregovoril, in njegovi povezanosti v Račah. Bil je soavtor prve tragedije Ljubomir in seveda napisal je tudi humoresko Kozlovska sodba v Višnji gori. Zakaj je leto Josipa Jurčiča? Zato, ker je to 140-letnica njegove smrti, 140-letnica izida zgodovinskega romana Rokovnjači, ki ga je potem, ker je Jurčiča prehitela smrt, je ta roman dokončal Janko Pesnik. Josip Jurčič je kot otrok poslušal pripovedi kmetov, ljudi, ki so se zvečer srečevali velikokrat tudi v njihovi hiši, in je posluhnil pogovor kmetom, največ pa živi besedi njegovega deda, na katerega je napisal tudi knjigo Spomini na deda. Josip Jurčič je kot 17-letnik napisal Jaro Kačo, večji uspeh je pa doživel s knjigo, ki jo prav gotovo vsi poznate, Jurij Kozjak, torej zgodovinska povest. In če se tako pogovarjam z ljudmi, se jih marsikdo te povesti tudi spomni. Dobil je zato prvo nagrado Mokorjeve družbe in denarno nagrado 100 goldinarjev. In Levec je zapisal, da je poročal o tem, da je Josip Jurčič, da je stiški župnik 3 nedelje zapored pripovedoval o Juriju Kozjaku in v tem času krščanskega nauka in so ljudje drli v cerkev. Torej, to je pa bila seveda za Jurčiča tudi izjemno velika spodbuda. Jurčič je bil tudi novinar. Od leta 1871 do njegove smrti 1881 je bil urednik političnega časopisa Slovenski narod in potem je nekaj časa je deloval v Mariboru, potem pa ni bilo denarja za izdajo, torej bili so v rdečih številkah, bi rekli, in so preselili to v Ljubljano. In to je oblikoval do svoje smrti. Preživljal se je z novinarstvom, z tem, da je bil domači učitelj, učitelj na domu, bil je tudi deloval na področju založništva in tudi politično je deloval. Torej, člani literarnega kluba se nekako povezujemo v tem ožjem in širšem okolju, s svojim delovanjem in po svojih močeh skrbimo za lepo slovensko besedo in za literarno dediščino. Veselim se danes tudi učencev Račke šole, ki bodo predstavili svojo ustvarjalnost in seveda tudi o tem, kako je Jurčič pisal o tem obdobju tudi v Račah. To pa profesor Aleš Mal. Takole, lep popoldan vsem skupaj. Hvala lepa. Tako, zdaj bi pa jaz povabila naše osnovnošolce, pripravili pa sta jih gospa Martina Prodej in gospa Sabina Osmec iz osnovne šole Rače. In sicer iz 8.a prihajajo Sani Črešnar in Veronika Patagel, Zoja Strmšek in Nina Gorkič pa je 9.a. Lepo prosim.
barvne besede spremenijo v črno-bele stavke. Ko življenje izgubi smisel in človek misel. Ko zapreš oči in pomisliš na nemoč ljudi. Ko zaviješ s poti in nimaš več moči. Ko veš, da je tvoje poti konec, da tebi zvoni ta zvonec. Takrat je grozno, a prepozno, da bi popravil svoje napake ali poiskal skrite junake. Prepozno, da bi napisal barvne besede, da bi poiskal pot, ki te popelje iz bede. Rdeči cvet. Ko kamen gledam, me boji, sam osamljen tam leži. Na zemljo prikovan se zdi, brezdušen, nepremičen, a zraven njega, ko pogledam, lep rdeči cvet. Trd, prašen in siv, žalosten pogled, uničen, razdrt, kot nam padla bimina, on še vedno tam leži, brezdušen in oči. Toda vseeno vem, kako lep je ta svet, ko pogledam, kako lep rdeči cvet. Izhaja. Veter mi ga misli, če si pride moje srca. Išče čudeže v zlatem pesku, čudeže brez dežja. Ponese me v oblake, med zadnje žarke visela neba. Najde sanje v vsakem cvetu, krepenenih brez meja. A srce postaja prazno, misli polne so želja. Iščem srečo v sivem svetu, oceanu upanja. Zdaj spet slišim ptice, spet slišim bitje svojega srca. Zdaj vem, kaj je ljubezen, saj končno sem doma. Razlito črnilo. Narava mi daje upanje, narava mi da mir. Narava je kot barvna slika, narisana v okvir. Naše življenje je narava, ona nam daje kisik. Kaj bomo mi brez nje? Kako bo deloval naš srčni utrip? Narava je kup barv preletih med seboj, a te barve počasi bledijo in se v črno-bele odtenke sušijo. Naše okolje, naš dom počasi izginja. Naše življenje se spreminja v kup saj, ki jih ne more poklopniti niti vodni sijaj. Na naše zelene gozdove se je razlilo črnilo. V oranžnih plamenih ognja se gozdovi izgubijo. Kdo nam bo pomagal popraviti to risbo? Ne, sliko moramo popraviti mi sami. Mi smo slikarji in odločamo o naši risbi. Zato narišimo tako, da bomo varno hodili po tej življenjski pismi. Hvala za vaš ustvarjalni mozaik, kamenčke, ki smo jih spoznali in upam še na skorajšnje srečanje in snidenje. Zdaj pa med tem, ko Eva in Aleš še pripravljata en računalnik za lažje spremljanje njegovega predavanja v PowerPointu, mi dovolite, da predstavim dr. Aleša Malerja z nekaj podatki, ki sem jih pridobila iz interneta. Aleš Maler je maturiral na drugi gimnaziji Maribor. Študiral je slovenščino, latinščino in teologijo. Diplomiral je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ter Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Doktoriral pa na oddelku za zgodovino Ljubljanske filozofske fakultete z disertacijo Politična zgodovina v latinskem krščanskem zgodovinopisju 4. in 5. stoletja. Je docent za zgodovino starega veka in lektor za latinščino na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru ter profesor latinščine in teologije pri katedri za zgodovino, cerkve in patrologijo na Teološki fakulteti. Dejaven je tudi kot prevajalec, pisec člankov, kolumnist časopisa Dnevnik ter politični komentator portala Planet Siol.net.
Je odgovorni urednik revije Tretji dan in odgovorni urednik ter kolumnist spletnega magazina Časnik. Njegov opus obsega preko 200 samostojnih del, prevodov in znanstvenih člankov. Sodeluje tudi pri Zboru za republiko. Ostalo si boste lahko prečitali še sami. Resnično smo ponosni in srečni, da lahko z vami danes naš literarni večer doživljamo. Gospod Aleš Maver, prosim. Ja, lep pozdrav. Tudi meni je veliko čast, da sem lahko danes med vami, zelo v živo. Čeprav moram reči, da sem se v teh dolgih mesecih predavanj daljavo zelo razvadil, kar se vidi tudi v moji širini, ki je v tej drugi karanteni precej narasla. In sem se, kar se tega tiče, prav nasprotje našega današnjega slavljenca Josipa Jurčiča, ki je tik pred svojo smrtjo potožil, da zdaj, ko ima, da bi lahko jedel, ne more jesti, takrat, ko bi pa rad jedel, pa ni imel kaj jesti. Kot vidite, no, sem se sam kar precej zredil zdaj v zadnjih mesecih. Tako da mogoče nisem pravi človek za to, da govorim o Jurčiču. Tudi si nisem predstavljal, da bom nastopil pred grofom Fico, kar še povečuje mojo tremo. Ampak na začetku mi dovolite, da podelim z vami nekaj svojih osebnih srečanj z Josipom Jurčičem, ki ga je gospa Belica tako lepo že predstavila. Res je bil Jurčič v marsičem prvi in ko danes razmišljam o njem, sem mu favš, kaj vse je pri tako mladih letih že ustvaril. Moje prvo srečanje z njim je, tako kot pri marsikaterem otroku, seveda vezano na Kozlovsko sodbo v Višnji Gori z ilustracijami Marjana Mančka. Mislim, da je to ena prvih knjig, ki jih je moja mama prinesla mi iz šolske knjižnice, ko sem bil bolan v prvem razredu. In Kozlovska sodba v Višnji Gori je gotovo tisto Jurčičevo delo, ki bo ostalo zavedno. Nisem prepričan, da bo Jurij Kozjak čez 100 let še razumljiv. Nisem prepričan, da bo to Tatenbach, Kozlovska sodba bo pa vedno aktualna in vedno enako navdihujoča za mulce, ki bodo stari 7 let, za tiste, ki bodo stari, tako kot jaz, 43 in verjetno tudi še za veliko starejše. Kajti nekaj dialogov iz te Kozlovske sodbe je res takih, da se človek samo čudi, kako je lahko nekdo, ki je bil star 23 let, tako dobro poznal človeške napake in jih tako lepo in humorno tudi predstavil. Če samo spomnimo najljubšega citata iz Kozlovske sodbe v Višnji Gori, starešine Žužnjala iz Višnje Gore, ki reče tam nekje vmes med sodnim procesom proti Kozlu Liscu: Lukež Dernulja ni nič boljši kot njegov kozel Lisec. Le ubijmo ga in umorimo, bode drugo pot vsaj dobro vedel kozla privezati doma. Ali pa, ko je zadeva že brezizhodna in se višnjanske ženske spomnijo, da je v Višnji Gori vendarle sloveč berač in vedež višnjegorski Flere Krivostegno in Flere Krivostegno potem na koncu res razsodi v tej nerešljivi kozlovski sodbi in reče: Višnjanje, tukaj je težko soditi. Greh je storjen in ni storjen. Ako bi bil kozel Lisec zelje pojedel, tepli bi ga, da bi bil čutil. Toda kozel zelja ni pojedel, slamorescu ni nič škode, greh poželjivosti pa ima vendar kozel nad seboj in zato je kazni vreden. In potem seveda določi Flere Krivostegno tudi kazen
da mora biti kozelisec po svoji senci tepen, medtem ko mora njegov gospodar Lukež Lenulja, ker ga ni dobro privezal doma, ta tepež gledati z zavezanimi očmi. Zame, torej, absolutno genialno, eno najgenialnejših besedil in tudi to je napisal Jurčič že pri 23 letih. Potem sem se srečal z Jurčičem ob koncu osnovne šole, tako kot spet skoraj vsi, vsaj v moji generaciji, ali danes Jurčič še pride v poštev pri pouku in takrat me je seveda Jurčič navdušil kot absolutno največji slovenski pisatelj, tako se mi takrat zdelo, tudi zaradi svojega izredno klenega jezika. Potem pa sem ga začel na fakulteti spoznavati bolj z nekega kulturno-zgodovinskega vidika, ni se mi več zdelo, da je Jurčič največji pisatelj. Ta tehnica se je absolutno prevesila v stran Ivana Cankarja, pa mogoče kakega Draga Jančarja, ampak še vedno je Jurčič mi toliko znal povedati o 19. stoletju, obdobju, za katerega se vedno bolj ugotavljal, da je takrat pravzaprav slovenski narod v svoji zgodovini najbolj napredoval. In tudi po Jurčičevi zaslugi dohitel marsikateri drugi narod, ki se je bolj repenčil, in takrat sem se tudi bolj zamislil na tem, kar je povedala gospa Belca, torej kaj pomeni, da je en tak pubec, mladenič, napisal prvi slovenski roman, sodeloval pri prvi slovenski tragediji, napisal tudi prvi zgodovinski roman. No, pa še Levstik mu je naprej skakal po glavi, kar tudi ni bilo preprosto, ker Levstik je relativno malo napisal, čeprav se Martin Krpan skoraj tako dober kot Kozlovska sodba v Višnji Gori, bil je pa, kot se danes reče, pune pametni, pa je treba drugim soditi pamet, kako se piše. No in tretje srečanje z Jurčičem je pa v zadnjih letih, ko pa spoznavam tisto, kar je tudi gospa Belca omenila, da Jurčič ni bil samo na marsikaterem področju prvi slovenski pisatelj, ampak je bil tudi nekakšen voditelj takratnih Slovencev in čeprav danes ta beseda nima dobrega slovesa, bil je tudi uspešen in tudi tukaj pionirski slovenski politik v izredno zahtevnih časih. 70. leta 19. stoletja so bila obdobje, ko so se najprej Slovenci že grizli med sabo, kar nam je sicer potem tudi v kasnejših obdobjih še domače. Potem pa so jih seveda tudi njihovi narodni nasprotniki, ki jih po domače ali pa ljubkovalno rečemo Švabi ali pa Nemci, so jim ravno v 70. letih 19. stoletja najbolj šli na živce. No in tu se je seveda Jurčič zelo izkazal kot urednik, pa ne samo urednik, ampak tudi glavni novinar in pisec slovenskega naroda. Seveda smo posebej ponosni, da je slovenski narod sklil ne pri Žabarjih, ampak v Mariboru leta 1868. Njegov prvnik je bil sicer ravno tako Dolenec, tako kot Jurčič, Anton Tomšič, pa potem je Anton Tomšič leta 1871 tragično umrl, kot so rekli, danes nimam več zadržkov, da pač rečemo, da je naredil samomor in potem ga je zamenjal Josip Jurčič. Torej, vsekakor izjemna osebnost, ki je v 37 letih, manj kot jih imam jaz zdaj, ogromno naredila, dosegla in to v izredno težkih razmerah. Čeprav dobro, mi si itak predstavljamo, da mora biti umetnik revež in nekako to že tudi Prešeren namiguje v svoji glosi, pa ni vsem šlo tako težko v življenju kot Jurčiču. Recimo njegov bližnji rojak Josip Stritar se je dobro znašel. No, eno od Jurčičevih problemov je ta, da pa ni ravno najbolj pridno študiral, tako da za vzor
mladini ga na tem področju. Ne moremo dati, torej študija ni končal, seveda tudi zaradi tega, ker je velikokrat ga zeblo prebival, kot pravi tudi Levec, v vlažnih luknjah in to gotovo ni pozitivno vplivalo na njegov študij. No, šele mnogo kasneje sem ugotovil, da smo v bistvu tudi poklicna kolega, ker je Jurčič ravno tako študiral latinščino in on je študiral tudi grščino. Takrat seveda sta latinščina in grščina bili daleč najpomembnejši predmeta v gimnaziji in vsak dober latinec še danes toči solze za tistimi lepimi časi. Ampak Jurčič nikoli ni prišel do profesorskega kruha, Josip Stritar pa je in je pravzaprav dobro živel, dokler ni prišla prva svetovna vojna, ko pa je tudi on obubožal in takrat ni bilo hrane, tako da je potem na koncu življenja se ga usmilila nova država, Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev in mu je podarila hišo v Rogaški Slatini. Toliko o mojih lastnih spominih na Jurčiča. Zdaj pa torej vračam k Tattenbachu, k temu vsekakor zanimivemu Jurčičevemu delu, ki sicer ni tako znano kot 10. brat, kot Jurij Kozjak, kot Domen, kot Kozlovska sodba v Višnji Gori. In nekako tudi številni ocenjevalci pravijo, da je to pravzaprav eno tistih del, ki se Jurčiču niso najbolj posrečila. Ampak vseeno, ker se ta roman, vsaj ena zelo pomembna scena tega romana, ključna scena, in upam, da bodo kdaj posneli film, na to, kako ste v Račah podjetni, pa rečem to kot Frančan, mislim, da bo to kar kmalu, bo to gotovo najpomembnejša scena v filmu, no in igralce že imamo. Torej, zato ga imamo seveda radi. In kako je Jurčič, poleg tega, da je od leta 1868 pa potem od 1871 veliko časa prebil v Mariboru in v okolici, prišel do zamisli za ta roman o Ivanu Erazmu Tattenbachu. Zdaj, seveda, ta možakar izhaja iz rodbine, ki je bila doma v Porenju v Nemčiji, to je današnja zahodna Nemčija. Njegovi predhodniki so seveda že veliko pred njegovim časom prišli na slovenska tla in Jurčič izrecno pravi, da se je Tattenbach naučil tudi jezika svojih podložnikov. In seveda, kot je bilo takrat modno, je Jurčič poslovenil ne samo ime tega človeka, ki bi moglo pač v nemščini ime Hans Erasmus, ampak ga seveda v slovenščini imenujemo Ivan Erazem, ampak je Jurčič poslovenil tudi njegov priimek, tako da je ga zapisal z enim T-jem in pa H-jem, namesto z dvema T-jema in pa CH-jem, ampak seveda se nekako je bolj primerno, da pišemo z dvema T-jema in pa CH-jem. Torej, verjetno je Jurčič s Tattenbachom prišel v stik, ko je leta 1870 spet šel s teruhom za kruhom, bil je na Dunaju, poskušal je še kaj izpitov narediti, da bi mogoče vseeno prišel do profesorske službe, plače pa ni. Ratalo tudi Stritarjev literarni list Zvon v prvem poskusu ni obstal in takrat so Jurčiču ponudili, da bi prišel za sodelavca k časopisu, ki se je imenoval Südslawische Zeitung, ali nas bi rekli južnoslovanski časnik ali celo jugoslovanski časnik, in je izhajal v hrvaškem mestu Sisku. Sisak seveda je v 20. stoletju bil v Jugoslaviji najbolj znan zaradi svoje povezave z Josipom Brozom Titom, ki se je tam menda tudi učil za ključavničarja, tako kot v Kamniku.
In seveda je bil Sisak logični kandidat po Titovi smrti, da bi dobil pridevek Titov, tako kot je dobilo v Sloveniji, recimo Velenje. Ampak vedno si mislite, zakaj Titov Sisak vendarle ni dobil pridevka Titov, tako kot da tudi ni dobil seveda Titovo jajce, ki je bilo ravno tako v Bosni in Hercegovini najbolj povezano s Titom. Torej Sisak je bil takrat razdeljen na dva dela. En del je bil še v tako imenovani vojni krajini, drugi del je bil pa del civilne oziroma kraljevine Hrvaške. No in časopis je izhajal v tem vojaškem delu Siska, kjer je bilo več politične svobode, ni bilo toliko cenzure tiska, zato je bilo tam lažje izdajati časopis. No in sicer je Jurčič dobil takrat kar lepo plačo, urejal torej časnik v nemščini, ampak stanovanje je bilo pa spet bolj tak, zato je potem po manj kot letu dni leta 1871, kot smo slišali, odšel za urednika v Maribor k slovenskemu narodu in potem je to v Ljubljano, kjer je ostal potem do smrti. No, to je tista trdnjava v Sisku, seveda je Sisak sicer poleg Tita daleč najbolj znam po znameniti bitki in zmagi krščanske vojske proti Osmanom na svetega Ahaca dan leta 1593. In gotovo je, da se je Jurčič ravno v tem času, sicer relativno kratkem, manj kot letu dni, ki ga je preživel v Sisku na Hrvaškem, srečal z osrednjo temo romana o Tatnbachu. To je pa tako imenovana Zrinsko-frankopanska zarota, kajti ravno leta 1871 je minilo 200 let od zatrtja te zarote in od usmrtitve vseh teh njenih glavnih akterjev. Seveda mi na Štajerskem in zlasti v Račah najbolj poznamo kot zarotnika Ivana Erasma Tatnbacha, na Hrvaškem pa sta daleč bolj znana ban Peter Zrinski in njegov svak ko se latinist loteva PowerPoint, je rezultat vedno zanimiv. Torej, seveda na Hrvaškem sta veliko bolj znana Peter Zrinski in Franc Krištof Frankopan, rekli, da če v Hrvaščini to Franjo Krsto Frankopan. Sicer tudi Hrvatje do teh dveh ljudi niso vedno gojili samo pozitivnih čustev, in sicer zaradi ene velike lepotne ali pa dveh lepotnih napak, ki jih je imela ta zarota. Prva lepotna napaka je bila ta, da so seveda v njej tesno z ramo v rami sodelovali hrvaški in madžarski plemiči. Pa to bi lahko rekli, da so vse v prvi fazi bili madžarski plemiči bolj aktivni in so zasledovali skupni cilj, da zamenjajo dinastijo Habsburžanov s kakšno bolj domačo dinastijo, oziroma tudi Peter Zrinski se je očitno spogledoval s tem, da bi bil izvoljen za hrvaškega kralja, kar je bil seveda takrat Habsburžan Leopold I. No, in druga, še večja lepotna napaka te zarote je bila pa, da ko so vse druge opcije odpadle, zarotniki so pričakovali, da jim bo pomagala Francija, ki je bila v laseh z Habsburžani, da jim bo pomagala Poljska, ker so bili to tudi Slovani, ampak iz vsega tega ni bilo nič in zato so se v zadnji fazi obrnili po pomoč k prejšnjemu dednemu sovražniku, to je k samemu osmanskemu oziroma turškemu sultanu. In zato seveda Hrvatje so v poznejših stoletjih včasih razmišljali, ali sta bila ta dva človeka čisto priprava. Prej so se 200 let neprekinjeno tolkli s Turki, zdaj bi pa bili pripravljeni sprejeti na mesto Habsburžanov celo turško nadoblast. In šele po prvi svetovni vojni leta 1919
so potem trupli teh dveh mož, torej Frankopana in Zrinskega, prepeljali iz Dunajskega Novega mesta, kjer sta bila dana pod glavo v Zagreb in v Zagrebsko stolnico. No, danes pa sta seveda Zrinski in Frankopan za Hrvate zelo velika junaka. Med drugim se recimo Hrvaški nogometni klub v Mostarju se imenuje Zrinski, en ženski nogometni klub v Čakovcu se imenuje Katarina Zrinska in seveda Katarina Zrinska se imenuje tudi ženska zveza v okviru največje hrvaške politične stranke, Hrvaške demokratične skupnosti. Seveda v romanu Tatembaku, kar je tudi razumljivo, je pomembnejšo vlogo kot Frankopan in Zrinski igra žena Petra Zrinskega, Ana Katarina Zrinska. Tukaj vidimo eno njeno upodobitev, ki je sicer novejšega datuma, to je bolj naša pobožna želja, kako naj bi izgledala, ker njenega sočasnega portreta, tako rekoč, nimamo. Je pa ohranjen en romantični detajl v zvezi z Ano Katarino Zrinsko, poleg seveda tistih scen iz Juričevega romana Tatembaku. To pa je poslovilno pismo, ki ga je napisal Peter Zrinski 29. aprila 1671, torej en dan preden so ga dali v glavo. Sicer sta oba, tako Zrinski kot Frankopan, čisto do zadnjega upala, da se je mogoče cesar le premislil, ampak iz tega seveda ni bilo nič. Tudi Tatenbach, kot beremo v romanu, še do zadnjega upal, da mogoče pa bo neki čudež, pa bo obdržal glavo na vratu, ampak seveda to ni bilo nič. In potem seveda tu pa vsakega pravega Hrvata potem res mu pridejo solze v oči, zato je to poslovilno pismo napisano v hrvaščini in se začne z besedami drago moje srce. Torej lepo, tako kot ljubezensko pismo, ki je pač Peter Zrinski pravi, da naj se Katarina nič ne sekira, da bo se jutri da na glavo, za povrh še njen brat Frankopan, da pa že mora tako biti in da je on prepričan, da se bosta na onem svetu spet srečala. In na koncu pravi, naj Bog blagoslovi tebe in pa najino skupno hčer. No, druga hči Petra Zrinskega, Helena ali Jelena ali Ilona, kot pravijo Madžari, pa je pravzaprav potem postala bolj del madžarske zgodovine, se je poročila s madžarskim plemičem Rakocijem in je nadaljevala nekako ta boj proti Habsburžanom, čeprav ravno vzhodni deli Štajerske in pa tudi Prekmurja nimajo najlepših spominov na Rakocija, ker je sprožil seveda upor v okviru tega, pa so tudi deli Štajerske nasrkani. No, torej to je bilo leta 1871, je bilo točno 200 let te zarote, tega žalostnega dogodka iz hrvaške zgodovine, in potekale so velike slovesnosti. In to je Jurčič seveda doživel še v Sisku. In gotovo je takrat tudi nekatere vrstice, ki jih najdemo v Tatembaku, že v svoji glavi napisal, predvsem osnovno idejo, da če bi Zrinskemu in Frankopanu uspelo, potem bi se tudi slovenska zgodovina odvijala drugače, bi se že takrat povezali s Hrvati, pa mogoče celo s Srbi. No in to je bila približno zgodbica, ki smo jo poslušali tudi mi še v osnovni šoli. Ta Zrinsko-Frankopanska zarota je bila zelo pomembno mesto, ker naj bi bil to ena predstopenj Jugoslavije, ki se je nastala še leta 1918, ampak če bi pa Zrinskemu in Frankopanu uspelo, tako je šla zgodbica, potem je pa Jugoslavija nastala lahko 250 let prej, seveda veliko vprašanje, ali bi bilo res tako. Vendar Jurčič ni takoj uresničil svojega načrta, na koncu pa je začel objavljati besedilo v slovenskem narodu, v časniku, ki ga je urejal in v veliki meri tudi pisal.
In še v nečem je bil Jurčič prvi, ki je roman, svoj izvirni roman objavljal kot tako imenovani podlistek. Ta beseda še danes živi. Na začetku se je temu reklo listek. Še bolj znana pa je beseda, ki je francoska, to je feuilleton. To ima recimo Večer še danes, vsak dan, v vsaki izdaji Večera imate odlomek iz kakega, ponavadi je na eni strani roman, na drugi strani pa je kakšna knjiga stvarne vsebine. In temu se to reče podlistek. In Ivan Erazem Tattenbach je kot roman najprej izhajal kot feuilleton ali podlistek. Od leta 1873 skoraj vse leto. In tu vidimo reprodukcijo iz Slovenskega naroda, številka, ki je šla 1. januarja 1873, je prinesla prvo poglavje, začetek prvega poglavja romana o Ivanu Erazmu Tattenbachu. In kar je bilo še pomembnejše za slovensko literarno zgodovino, Jurčiča je bilo dovolj v hlačah, da je ta svoj tekst že v štartu označil kot izviren historičen roman iz slovenske zgodovine. Seveda, on je že prej pisal o zgodovinskih temah, slišali smo Jurija Kozjaka leta 1864, potem recimo Hčer mestnega sodnika, tudi, ki se tudi dogaja v 15. stoletju, in pa recimo tudi njegovo znano povest Domen, ki je išla istega leta kot Jurij Kozjak. To so vse besedila za zgodovinsko tematiko, vendar nobenega ni Jurčič označil kot roman. Zato danes vsem tem njegovim besedilom rečemo zgodovinske povesti. Seveda, vprašanje, kje je meja med povestjo in romanom, je vprašanje za $1 milijon. Če bi gledali samo dolžino romana o Tattenbachu, je roman pravzaprav tudi prekratek, zato ker ena od definicij romana je, da mora imeti roman vsaj 50.000 besed, Tattenbach jih ima nekaj več kot 22.000. Zdaj, to, da je pa izhajal kot podlistek, je imelo pa eno slabo posledico, in to posledico je omenil Jurčičev prijatelj in tudi politični somišljenik in sodelavec Josip Vošnjak. Vošnjaki so seveda zelo znana slovenska družina, doma iz Šoštanja, kjer so imeli v lasti usnjarno in so sploh zelo zanimiva zgodba potem, ker en brat je bil Nemec, dva brata sta bila pa Slovenca. In brat Nemec se je pisal Vošnjak z dvojnim V, brata Slovenca sta se pa pisala Vošnjak. Seveda oba sta delovala v politiki, Mihael je znan kot utemeljitelj slovenskega hranilničarstva, Josip Vošnjak je bil pa potem dolga leta zdravnik v Slovenski Bistrici in Jurčič ga je obiskoval tudi na njegovi posesti v Venčestu, zato se tudi ena od ključnih scen romana o Tattenbachu dogaja pri Venčestu v bližini Slovenske Bistrice. Vošnjak potem piše, kako je Jurčič pisal Tattenbacha. Spaj nekaj je imel sicer, ampak glavno je pa pisal tako, da je prejšnji večer, potem ko je pripravil vse ostale članke, šel še malo šrajbat roman o Tattenbachu. In to se seveda romanu pozna. Kajti Tattenbach in Zrinsko-Frankopanska zarota v tem času ni bila popularna samo na Hrvaškem, ampak je tudi na Štajerskem se ravno v času nekaj let pred nastankom romana se je povečalo zanimanje za Ivana Erazma Tattenbacha. Tu pa je največjo vlogo odigral možakar po imenu Rudolf Gustav Puff, ki je bil sicer doma za Zgornje Štajerske, ampak je večino življenja si kruh služil kot profesor na mariborski gimnaziji in je v bistvu napisal tudi zgodovino Maribora, ki je v veliki meri še danes uporabna ali pa jo vsaj
po njej še danes posegamo. Pred nekimi 20 leti je končno izšel tudi slovenski prevod, Puf je to vse napisal v nemščini, ampak ker je živel v času, ko se Slovenci in Nemci še niso grizli med sabo, je bil Slovencem zelo naklonjen. No in Rudolf Gustav Puf je izdajal tudi zbornik z naslovom Marburger Taschenbuch ali Mariborski priročnik. In v tretjem in zadnjem zvezku, ki je izšel leta 1859, je objavil tudi zelo dolgo 35 strani obsegajočo razpravo o Ivanu Erasmu Tattenbachu. In seveda Jurčič je malo plonkal, pa fejst plonkal. To pravi tudi Vošnjak, ne glede na to, da je moral vedno napisati podlise naslednji dan, je imel odprte, je na mizi je ležala tista Pufova knjižica in Jurčič je veliko stvari, kot se vidi, ko primerjamo obe besedili, enostavno prevedel iz Pufa. Zato je roman Ivan Erasmus Tattenbach nekakšna mešanica zgodovinskega besedila in pa pravega romana. Predvsem roman je v tistem delu, seveda, kjer imamo več ljubezenskih zgodb, najprej tisto med Marijansom in Baltazarjem Ribljem in potem tisto najbolj sočno in pikantno, torej sicer opisano samo kot platonično zvezo med Ano Katarino Zrinsko in Ivanom Erasmom Tattenbachom. Kot pravi Vošnjak, je Jurčič pri pisanju tudi malo trpel. Na koncu se vidi, da je kar samo še prepisoval iz Pufa oziroma prevajal. Vmes se pa tudi vidi, da ali na kakšnem mestu ni čisto dobro razumel, kaj je Puf povedal, ali pa je namenoma narobe razumel, kar bomo en tak primer kasneje videli. Torej, na koncu je bil Jurčič vesel, da je Tattenbacha končno spravil v glavo in da je lahko z romanom zaključil, kot pravi Vošnjak. Istega leta je potem Tattenbach tudi izšel v knjižni obliki. In treba povedati to, da istega leta je izšel tudi roman o Tattenbachu v nemščini, ki ga je napisal Franz Isidor Troško. In zdaj po današnjih standardih se zna zgoditi, da bi Jurčiču avtorstvo njegovega slovenskega Tattenbacha vzeli, kajti največji problem je na enem mestu, ravno tem najbolj sočnem mestu, ki se dogaja v Račah, torej tega prizora v Pufu. Ni Puf sicer omenja, da je prišla Ana Katarina na obisk v Rače, ampak Jurčič je to razdelal v enem glavnih scen. Toda problem je v tem, da tudi v tem nemškem romanu je ta scena. In zdaj seveda ni posebej verjetno, da je nemško pišoči avtor plonkal od slovensko pišočega iz preprostega razloga, ker ni znal slovensko, medtem ko Jurčič je pa pač očitno znal nemško. No, ampak seveda na srečo takrat merila za avtorstvo še niso bila tako stroga, kot so danes. Ja, se pravi, bivanje na Hrvaškem, druženje z Vošnjakom, srečanje z mariborsko okolico in končno tudi Pufovo besedilo so tisti sprožilni momenti, ki Jurčiča pripeljajo do pisanja o Tattenbachu in s tem tudi do pisanja o Račah. No, Jurčič seveda Rače dosledno imenuje, tako kot so se imenovali še globoko v 20. stoletje, Račje. In tako približno, torej naj bi grad delal v času Tattenbacha, oziroma ga je upodobil Georg Matthäus Fischer v svoji znameniti topografiji Vojvodine Štajerske, ki je šla samo 10 let po Tattenbachovi smrti. No, da imamo pa eno upodobitev Tattenbacha
in tudi njegovega sklepnega dejanja oziroma njegove smrti. Z Račami je pa povezan predvsem ključen trenutek v romanu. Če bo kdaj posnet film, bo to gotovo osrednji prizor. Namreč Jurčič ko se je loteval pisanja o Tatenbachu, jasno, on ni mogel pisati o Zrinskih pa o Frankopanih, zato ker niso imeli prave zveze s slovenskim ozemljem. Celo tisto, kar so imeli zveze, so jih ljudje ohranili bolj v slabem spominu, ker so njihovi vojaki povzročali škodo. Zato je seveda moral usmeriti pozornost na edinega sodelujočega v tej zaroti, ki je prihajal iz Štajerske. In to je bil Ivan Erazem Tatenbach, ki so ga menda pridobili tako, da so mu dobili naslov štajerskega vojvode, ker če bi zrušili Habsburžane, potem bi jih zrušili na Štajerskem, tako so rekli, ali pa vsej, da bo postal grof obnovljene celjske grofije. No in Tatenbach je pač upodobljen tako pri Pufu kot pri Jurčiču, kot vse posod drugod, kot neki fič-firič. Torej, prvič neodločen, spremenljive volje, ker naprej enkrat bi takoj hotel nekaj, potem je spet lenaril, predvsem pa naj bi bil, kot pravi Janez Menaj, v kiklah naglih rok, torej bil kar naprej na lovu za kiklami in to je potem tudi osrednji motiv in tudi vzrok njegovega propada, vsaj v romanu in tudi pri Pufu. Seveda tudi Puf pozna to zgodbo, da naj bi z njegovim zaupnikom Baltazarjem Ribljem tekmovala za naklonjenost iste preproste slovenske deklice Marjanice in potem seveda, ko je grof Marjan bil prehitel, tako je kot Riblja pri Marjanici, oziroma ji vzel nedolžnost, je Ribelj svojega gospodarja izdal, čeprav je tudi sebe s tem pahnil v nesrečo. No, in zato ni čudno, da naj bi pravzaprav dokončna odločitev za Tatenbachovo sodelovanje v zaroti padla zaradi ženske. Moram povedati, da v celem romanu o Tatenbachu ni niti enega deca, za katerega bi rekli, da je res pozitivni junak. Vsi so nešto između, kot se reče, nekateri so tudi negativci, Tatenbach izpade kot puhoglavec, če se da tisti njegov skrbnik oziroma Marjančin oče Gornik je sicer velik poštenjak, ampak bolj v besedah zelo skromen. Medtem ko smo po drugi strani med ženskami pa najdemo skoraj same pozitivne like. In to velja tako za Ano Katarino Zrinsko, kot za Tatenbachovo ženo, ki jo sicer Tatenbach kar naprej vara in nakazano, ampak na koncu je potem edina, ki se zanj še zavzame in gre celo poskuša priti celo cesarja, da bi izprosila milost, ampak jo seveda pridržijo že po poti. No, pravzaprav njegova žena je tudi relativno poceni odnesla bolj kot Katarina Zrinska, sej dejansko tudi Tatenbachova žena ni sodelovala v zaroti, medtem ko pa marsikdo pravi, da je pravzaprav Katarina Zrinska bila mastermind tega hrvaškega dela zarote. No, in ker je Tatenbach neodločen, morajo uporabiti najtežje orožje in pošljajo k njemu Ano Katarino Zrinsko. Zdaj, tu si je Jurčič privoščil nekaj umetniške svobode in je pomladil oba junaka. Torej, Tatenbach naj bi bil, ko sta se leta 1660 pred zaroto srečala
star 19 let, v resnici je bil star 30, kar je za tiste čase bil že pravzaprav vse, lahko rečemo, fejs zdaj se pravi nekako več neki najstnik. Zdaj, možno je, da je tu Jurčič narobe razumel Pufa, ker Puf govori, da je takrat bil 19 ali celo 17 let star Anin brat, Franjo Krsto Frankopan, in je mogoče to Jurčič zamenjal, ali pa je namenoma pomladil svojega junaka, vsekakor pa je pomladil Ano Katarino Zrinsko. Ker ko se ona pojavi v Račah, to naj bi bilo seveda v koncu 60 let, 1669, ko je imela gospa že svojih 44 let, ampak on jo naredi za 30-letno damo, kar pa ni velika posebnost, v literaturi si pač lahko pisatelj privošči malo svobode, recimo tudi nemški dramatik Friedrich Schiller je v svoji tragediji o Mariji Stuart pomladil glavni junakini, ker ne bi bilo sočno, glede na to, da je bila Elizabeta stara 1587, 54 let, Marija pa tudi 45, je veliko boljše, če sta stari 25 let in se svajtata. Če se dve starejši dami svajtata, je sicer tudi zanimivo, ampak ni tako privlačno. No in podobno torej ravna Jurčič v Tattenbachu pomladi Ano Katarino Zrinsko na 30 let, potem zdaj po tej logiki je bil Tattenbach takrat star okoli 25, v resnici je tudi šel proti 40, ker ko so ga obglavili 1971, verjetno star 40 let. No in zdaj imamo to glavno sceno. Torej, ko nič druga ne pomaga, pa se bojijo, da bo si Tattenbach primislil, kot rečeno, streljajo z najmočnejšim topom in pošljajo v Račje, kot pravi Jurčič, Ano Katarino Zrinsko. In Jurčič, Tattenbach postane mehak, da bi bila pa ta scena bolj sočna, imamo pa dodatek, ki ga ni pri Pufu, je pa pri tem avstrijskem pisatelju Prošku. Zdaj tudi Zrinska, ne, pa tam malo zaljubljeno pogleda Tattenbacha, ampak največ pa govori o njihovem velikem političnem podjetju. In ravno takrat pa se za obisk pri svojem odtujenem možu odločila tudi Tattenbachova žena. In to, seveda, filmska scena bila krasna, ko samodušena gospa Tattenbach pride v to dvorano in najde za mizo Ano Katarino Zrinsko, za katero je tako rekla, da njen mož v njej dobi mehka kolena. In seveda pride do kraha, Tattenbach se ne izkaže in hoče ženo na hitro odpraviti, potem pa se in tukaj se izkaže to, da je vse v tem romanu je Jurčič izrazito naklonjen ženskam, torej se Katarina Zrinska zavzame za Tattenbachovo ženo in reče Tattenbachu, naj gre za svojo ženo in jo pomiri, ker seveda je jasno, da je končno tudi žena potencialna izdajalka, čeprav se to potem ne zgodi. In Jurčič pravi na koncu, da Zrinska v tem trenutku gotovo ni imela rada Tattenbacha, ampak ga je bila na strani, lep izraz, ki sem ga zdaj slišal, žensko srce je kazalo krivico, ki se je eni njenih sospolovnic zgodila. Torej, sospolovnica, to danes mislim, da več ne uporabljamo. Tudi zaradi tega se je Jurčič kot prava zakladnica slovenske moči, slovenskega jezika še vedno branja. Tako, torej, Ana Katarina Zrinska, Tattenbach in pa je gospa Tattenbach nastopajo v tej osrednji sceni romanu, potem je seveda, se danes reče, Tattenbach ves masten za zaroto in pripravljen narediti karkoli, vztraja do bridkega konca.
Pri tem pa se ne more zadržati, da ne bi še naprej letal za kiklami in en tak izlet za kiklo se potem slabo konča, ker ga njegov zaupnik izda in Tattenbach je marca 1970 kot prvi od vseh zarotnikov, ki so bili na koncu obsojeni na smrt, prijet. No, vendar je treba povedati, da proces očitno ni bil čisto nepošten, ker je trajal končno 1 leto in pol. Na prvi stopnji je celo kazalo, da bo Tattenbach ohranil glavo na vratu, potem pa na drugi stopnji pa je prišlo do odločitve, da je treba obglaviti, seveda so tako kot Zrinskim in Frankopanom njemu vse zaplenili. Najbolj žalostna je pravzaprav bila usoda otrok in žena Tattenbachova je relativno poceni odnesla, dobila penzijo 2000 goldinarjev letno, kar sicer ni velika vsota, je pa veliko več za plemkinjo, ampak je veliko več, kot je recimo od tistega denarja, s katerim je Jurčič razpolagal v času pred nastankom Tattenbacha. Medtem ko pa sin je pa moral vstopiti v cistercijanski samostan, seveda s ciljem, da ne bo imel potomstva, no in je potem dal iz pregrinjala, na katerem so obglavili njegovega očeta in pa iz plašča, ki ga je oče nosil pri obglavljanju, narediti 2 mašna plašča, ki so se potem še 200 let kasneje uporabljala v cistercijanskem samostanu Rhein na avstrijskem Štajerskem. Ravno tako seveda kruta je bila usoda Katarine Zrinske. Tukaj sta sicer Puf in Jurčič povzela varianto, da je tudi ona morala iti samostan, Karmeličank, pravita ona dva, in naj bi tam še dolgo živela. Danes je kot verjetnejša razlaga, da je šla v samostan Dominikank in preživela svojega moža za pičli 2 leti, pri tem pa naj bi se ji pred smrtjo še umračil in naj bi umrla pred 1973, stara približno 48 let. Zgodovinsko izpričano pa očitno je, ker to tudi Puf navaja, da so Tattenbachu dovolili pred smrtjo še srečanje s Katarino Zrinsko, kar seveda potrjuje, da je očitno ta naveza bila v resnici globoka in pravzaprav mu je bila Katarina Zrinska tudi v pogubo, saj je se poskušal rešiti tako, da je hlinil blaz, oziroma se vnašal kot dojenček, ampak ko mu je graški zdravnik povedal, da so aretirali tudi Katarino Zrinsko, se je takoj prestrašil in se izdal, da v resnici ni blazen, da se ni omračil Na koncu seveda ostaja vprašanje, kaj se je pravzaprav Jurčič mislil o Tattenbachu. Tattenbach zanj pozitivni lik, je bil negativni lik, je bil nekaj vmes. In končno tudi, kaj si je mislil o celotni tej zaroti. Seveda leta 1973 ni bilo o tem enostavno pisati, ker smo rekli, to je bil čas, ko je bil pritisk na Slovence zelo velik. Zdaj, če bi preveč navijal za Tattenbacha, bi ga obtožili, da je proti takratni vladajoči dinastiji Habsburžanov, ki so jo hoteli ti zarodniki strmoglaviti. Po drugi strani ga je pri Tattenbachu seveda motilo to, da vsaj po predstavah, kot so jih imeli takrat 19. stoletju, Tattenbach ni ga mogel šteti za Slovenca, bil je po predstavah 19. stoletja Nemec, pa imamo mi na Slovenskem še zdaj to težavo, da vse te plemiče v glavnem imamo za tujce, čeprav so živeli nekateri na Slovenskem dolga stoletja. In zato ni bil Tattenbach preveč simpatičen, ampak se mi zdi, da
In tudi se skozi poudarja, pa tudi Tattenbach se obnaša do podložnikov zelo zaničljivo, ni njihov prijatelj, tako da z tega vidika ni pozitivni lik. Po drugi strani seveda je Jevtiču simpatična, očitno osnovna ideja. To pa je, da bi lahko nekrat nastala neodvisna Hrvatska, ki bi se ji pridružila tudi Slovenija. Ta ideja o sodelovanju med Slovenci in Hrvati je bila takrat zelo živa tudi sicer. Jevtič na nekem mestu omenja tudi, da bi se potem še Srbi vključili, pa malo manj v obtoku, ampak vsi skupaj seveda bolj kot v Mariboru. No in potem tudi opisuje problem, da medtem ko Hrvatje imajo svoje plemiče, jih Slovenci nimamo. Tattenbach je bil Nemec, zato ga ni bilo mogoče pridobiti s tem, da bi mu rekli, bo nastala južnoslovanska država, ampak smo morali pač obljubiti kako funkcijo. Ampak na koncu pa, ko opiše njegovo smrt in pogreb, takrat se seveda Tattenbach bral tudi najbolj zasmili. Jaz se spomnim, da sem prvi slišal za to njegovo žalostno usodo v opisu gradu Konice v knjigi Ivana Stoparja, v gradovih na Slovenskem, tam so zelo plastično opisano, tako da ne glede na to, kakšen je bil Tattenbach, na koncu se ti v dnu duše zasmili, očitno se je tudi Jevtiču zasmilo in sklene svoje romane z mislijo. In ti slovenski bralec, in to tu potekaj ne bi očitati ta kratek oblik zgode moža, ki je padel, ipak za veliko idejo, ki bi uresničena bila našo slovensko in celo slovansko zgodovino predrugačila. In pravi, ti pojdi, ali ko ti pridi, ga nanese njegov grob in obžaluj, da je padel tako, da so triumfovali nad njim njegovi sovražniki, ki tudi niso prijatelji tvojega rodu. No, to pa je recimo leta 1873 že zelo pogumno in po mojem mnenju tudi precej enoznačno. Seveda, da Tattenbach je mogoče res bil hitrih rok v kiklah, ampak vseeno se je boril za veliko idejo. No in zdaj, če bi to prevedli v 19. stoletju, bi rekli, kdo so zdaj njegovi sovražniki. Na smrt so ga obsodili v imenu habsburškega cesarja Leopolda I., se pravi, bi to lahko prevedli, da je tudi Jurčič drukal za zamenjavo habsburške dinastije s čim drugim, kar pa kot rečeno je bilo leta 1873 kar precej pogumno in glede na to, da je Jurčič imel velikokrat v slovenskem narodu težave s cenzuro, to se še danes vidi, ko vzamete, ampak ko na D-ligu pogledate slovenski narod, je velikokrat se zgodi, da je pol strani bele prazno, to je tisti del, ki ga je prečrtala cenzura in ni smel iziti, potem pa ponovadi v naslednji številki Jurčič s tem polemiziral in še enkrat povedal tisto, kar je že prej mu cenzura črtala, drugo pa se ni črtala, ker je to bil samo ugovor proti postopanju cenzure. No, tega koščka pa niso opazili pod listku in je ostal. In v tem smislu je Ivan Erazm Tattenbach na koncu končal vse kot neki za bralca na pol simpatičen lik, predvsem pa je z njim narasla in zaradi Jurčiča tudi Slava Rač kot prizorišča glavne scene in najbolj pikantne scene v romanu, ko se pač predstavljamo tisto, čemu se danes reče chick fight, se pravi, da se dve punci stepeta za istega tipa. To pač je pač sodobni bralec naslika, zraven piše to ne. Tu se uradno se ena umakne in pa vemo, da bi se stepili. Tako da bi na tej točki končal smo tudi toliko.
Ja, hvala lepa za to predstavitev. Zelo sem počaščen, da ste me tako lepo predstavili. V bistvu dejansko je to vse res, ne? Kar je, jaz zelo rad tukaj povabim kakšno mojo prijateljico, kot sem povedal, Ano Katarino Zrinsko, še najraje tukaj vidim, čeprav zdaj sem spoznal, da ima neke druge namene, da ne pride samo tukaj, samo k meni na obisk, ampak da se nekaj naklepa. Sicer ne vem dejansko, jaz nisem sploh pripravljen še v to iti, ampak ne vem. Sicer tudi danes mi je rekla, da me vabi na en sprehod, tako da, veste, zelo rad poslušam njene besede, ker je tako pametna in tako lepo govori. Niste omenili, ona tudi zelo rada pesmi, včasih mi take lepe pesmi pripoveduje, veste, tako da zelo rad je poslušam. No. Vas bi pa se zahvalil, da ste nas obiskali, pa nas tukaj poslušali, da se spet nekaj dogaja. Ne. Sedaj pa, kot sem rekel, vas bi z Ano Katarino zapustila, pa, da greva še malce na sam. Hvala.